Živijo. Oh moj bog, a veš, zelo, ko začneš podcast z največjim entuzijazmom. Ok, pustimo. Zdaj lahko hočem posneti, ker sem ravno kar čičil na kavču, pa pričal o tem, kaj je najboljši možen občutek in kako po katerih vodilih živeti svoje življenje, da ga živiš na najboljši možen način. In potencialno sem prišel do enega fajn zaključka, mislim, sej, a veš, ni, oziroma je, ali ni to moj zaključek, ne, ker sem ogromno od tega pobral od Ram Dassa, pa od drugih. No, zadeva, kakor jo jaz vidim, je taka, da vse, kar je zavest, oziroma energija. Rečemo temu energija, ki bo nekako lažje razumljiva. Pa si lahko to energijo predstavljaš kot, kot neko plazmo, rečemo, ki pač lepo valuje po vesolju, ali pa si jo predstavljaš kot atome, ne, ki lahko vidiš atome kot samo skoncentrirano energijo. Skratka, rečemo, da vse, kar obstaja, je energija. In pa imaš dve stvari, ki jih ta energija lahko počne. Ena je, da se prosto pretaka, druga je pa, da stoji. In bitja, ki smo sestavljena iz te energije, kar načeloma smo vsa bitja sestavljena iz te energije, in rastline, in živali, in ljudje, in potencialni vesoljci. Bitja, ki smo sestavljena iz te energije, doživljamo pretakanje energije drugače kot pa mirovanje energije oziroma stagnacijo, stanje energije. Stanje ne mislim kot stanje A, stanje B, stanje C, ampak stanje kot da stoji na mestu. No, in stanje ali pa rečemo rajš mirovanje energije dojemamo kot slabo, kot, a veš, ko čutimo v sami vseb neko zategnjenost, pa neko napetost, pa tako neko blokado v smislu čustveno, veš, ko ne moramo kakšno čustvo zares doživeti. Temu bi rekel mirovanje energije, ko se energija ali pa pride energija v nas, pa veš, čutimo pač nek krč, nek vozel, neki, ki ne moramo zares doživeti kakšnega čustva ali pa neki. In ta energija ne more se prosto pretakati čez nas. No, in začne stagnirati in iz tega nekako tudi bi lahko rekli, da pride večina bolezni, vsaj te, ko se reče, psihosomatske, ki pač imaš nek krč, pa ne mislim zdaj dobesedno, ne, ampak lahko je čustven krč v sebi in pol ta energija stagnira in evo pride do bolezni. No, v glavnem doživljamo stagnacijo oziroma mirovanje energije kot slabo stvar. Na drugi strani imaš pa pretakanje energije. In ko se energija pretaka, nam je tak ful fajn občutek, zato ker, veš, ko se energija pretaka, pa recimo med tabo pa mano, ko se zdajle v bistvu izmenjuje tok misli ali ideje, a veš, v bistvu se zdajle reče po temu pretaka energija. Pa če vam ravno kar, ko sem, teb, ko to poslušaš, ne, ravno kar ni zabidirala, veš, ko teb to govorim, pol ja, se ta energija prosto pretaka in je tako ful dober. No, in pretok energije doživljamo kot ful fajn stvar, oziroma potencialno kot najboljšo stvar. Zato, ker lahko bi rekli, da stanje, ko se energija najbolj prosto pretaka. A veš, ko jaz tebi nekaj rečem, pa ti me nazaj rečeš, pa recimo, če pol pride med dvema človekoma še, ali pa bitima do telesnega stika, pa čustvenega, pa vsega, ne, je tisti občutek najboljši možen, ker je pač občutek enosti, ko se pač dva zlijeta v eno in je pač ljubezen in je povezanost in je, a veste, o čem govorim, pač ta, ki ni mej, ki sta dva, ampak v bistvu ni nobene meje med njima
in se lahko energija prosto pretaka med njima. No, ta občutek je ta najboljši možen občutek. Lahko bi mu rekli ljubezen, lahko bi mu rekli pripadnost, a veš, ko imaš občutek, da pripadaš družini ali pa da pripadaš krogu prijateljev. To je ta feeling. Ali povezanost, ali pač, ko čutiš, da si povezan, ne samo, kot sem rekel, z družino pa s prijatelji, ampak ko si povezan tako s celim obstojem, z vsem. Ja, do te mere gre lahko ta občutek, če res energija se prosto pretaka. In se zato sem rekel, ne, da bolj ko energija teče, bolj imamo, ja, je to ljubezen praktično, pa ne ona romantična, usmerjena v eno osebo, ampak je v bistvu ona, a veš, ni single cast ljubezen, ki je pač signal usmerjen v točno eno točko, ampak je omnicast, ki je tako v vse smeri in pač sam imaš rad vse. Oziroma imaš rad pika. No, in če zdaj hiter povzetek, če je vse iz energije in energija se lahko ali pretaka ali pa miruje, doživljamo bitja, ki smo sestavljena iz te energije, mirovanje kot slabo, pretakanje pa kot dobro. In ljudje, zato da lahko energija teče skozi nas, se pretaka prosto, moramo biti sproščeni oziroma pretočni. To pa nekako naredimo s 3 zadevami. In to je, da poskrbimo za svoje telo, da umirimo svoj in da odpremo svoje srce. Oziroma po angleško, take care of your body, quiet your mind, open your heart. V bistvu, če narediš to 3, je to. Ker če narediš to 3, a veš, predstavljaj si, da imaš zdrav telo za razliko od bolanega telesa. Skozi zdrav telo, a veš, energija veliko lažje teče. Pa lahko dobesedno, v smislu, da če imaš zdrav telo, lahko dejansko tečeš, a veš, in se prešvicaš, in ti je vroče, in se vseeno bolj dobro počutiš, ko si tekel, lahko dobesedno gremo. Pač skozi zdrav telo, oziroma telo, za katerega si lepo poskrbel, se energija veliko lažje pretaka. Za kar se tiče se skozi miren tak, ki ni, a veš, obremenjen z stalnimi skrbmi, pa opravki zdajle, pa jutri, pa hipotetični ta scenarij, pa una pizdarija, ki se lahko zgodi, pa ta pizdarija, ki se lahko zgodi, a veš, pa skozi razmišljaš, kaj vse se lahko zgodi, bogi jaz, ne. Pa, a veš, ta stalen šunder v glavi, no. Če ni tega, če to umirimo, pol se lahko tudi čez energija prosto pretaka. Pol imaš pa še ta 3, ki je pa ta najhujša, ne, v smislu, da odpreti svoj srce, se pravi, da si priznamo, ko čutimo nekaj, da si priznamo, ja, jaz to čutim, pa je lahko, a veš, kulturno gledano ful sporno čustvo, ampak jebi ga, pa če tako čutiš, ne. In ne samo, da si priznaš, ja, jaz tako čutim, ampak da si dovoliš v polnosti začutiti to čustvo, karkoli že je. A veš, in da ga res, da doživiš pač kar čutiš. A veš, da recimo gledaš film ali pa imaš enega človeka ful rad ali pa karkoli in pol, a veš, ja, sej, verjetno je bil vsak enkrat v lifeu vsaj malo zaljubljen, pa pol ve, a veš, da kar v prsnem košu pa v trebuhu imaš kar tak topel občutek in je ta pravi izraz v bistvu odpreti srce. Ker nekako prav čutiš, ko se ti tako, vsaj, ne vem, če vizualiziraš to, ne, se kar čutiš, kako se kar tako odpreš neke vrste. In pa kar ta energija kar tako gre malo ven, malo not in je tako povezanost, a veš. Vse to, ko imaš enega rad, je v bistvu čutiš povezanost s tem človekom.
In če je oboje smerno, se pol ta povezanost, pač energija teče skozi enega v drugega, to mislim, no. Rekel sem pa, da je najhujše zato, ker če živimo, to bi lahko šel pol še bolj v globino razlagati glede identificiranja, kako vidimo sebe, pa če se identificiraš kot telo, pa kot misli, da pol težko odpreš svoje srce, ker si ranljiv. Ker si res, če odpremo svoje srce, smo ranljivi. Naslov zelo hit nekdo prizadene. Nekaj narobe reče, nekaj narobe naredi, pa smo že pač prizadeti, ne. Medtem, zato sem začel o identiteti govoriti, ker lahko se pa identificiramo kot zavest. In če vidimo sebe kot zavest in ne kot telo pa misli, namesto da jaz sem ta telo, rečem, da jaz imam ta telo. Pol nekdo, če poškoduje ta telo, mu ne zameram toliko, ker je pol podobno, kakor če bi nekdo poškodoval moj avto. Bi nekomu manj zameril, če poškoduje moj avto, če jaz imam ta avto, kot pa če bi jaz bil ta avto. Tule malo filozofiram, samo kar hočem reči, je, da včasih je težko živeti z odprtim srcem, ker pač folk je malo nesramen lahko, ne, pa pač smo hitro prizadeti. To je vse, kar hočem povedati. Ampak če je vse sestavljeno iz energije in bitja, ki smo tudi sestavljena iz te energije, ker pač smo del vsega, mi ta bitja doživljamo mirovanje energije kot slabo in pretakanje energije, prosto pretakanje energije kot dobro. Potem, ko se energija najbolj pretaka, nam je najbolj fajn feeling, ker se čutimo povezanega z vsem in pač se čutimo, da pripadamo, da pač imamo svoj prostor pod soncem in da tam, kjer smo, imamo pravico biti tam in je ful fajn biti tam. In nismo sami tam, ampak smo še z vsemi ostalimi tam, pa je ful dobro. No, in kako ljudje to naredimo, je, tako kot sem rekel, poskrbimo za svoj telo, umirimo svoj in odpremo svoje srce. Zdaj pa, za vsako od teh 3 vodil oziroma točk obstaja malo morje metod, kako to narediti. Ker pač te 3 zadeve moramo narediti, zdaj pa kako, to je pa so knjige napisane, pa filmi posneti, pa cel internet je poln nasvetov, kako pač poskrbeti za telo, ali kako živeti zdravo, pa kako spati, kako zdravo jesti, kako telovaditi, kako to pa ono pa tretjo. Kar se tiče umirjanja kako meditirati, kako mantre uporabljati, kako se iti minimalizem, zato da je manj stvari, ki ti jemljajo tvojo pozornost, kako kakšen šport ali pa glasbo izvajati, da pa čist padeš not, pa da pozabiš na cel svet pa na čas in si res v trenutku z čist mirnimi mislimi, ki samo si v tem, kar počneš. No, to pač metode za umirjanje pa metode za odpreti srce, pa sem v bistvu eno že omenil, ker recimo petje je ful fajn stvar, kar se tiče tega, da prideš v stik s svojimi čustvi, ali pa druženje z dobrimi prijatelji, ali pa pač imeti romantično razmerje z nekom, pa ne mislim sam, rečemo temu, tisto pristno, intimno razmerje, ki temelji na resnici, ki res lahko nekomu zaupaš in obratno, no, tako razmerje mislim, ne samo nekaj plehkega, ampak tako, proper. Kaj še za srce odpreti? Petje je res ful fajn stvar, sploh skupinsko, pevski zbor, kako je dobro v pevskem zboru peti, to je res nekaj bolano dobrega. Bolence.
Pred kratkim sem zvedel, da lahko rečeš bolnica, pa s tem misliš na nekaj ful dobrega. Kakor beseda, ki jo jaz uporabljam, hudo. A veš, kaj hudo v prvotnem pomenu pomeni pač hudo, nekaj hudega, nekaj slabega, ne. Ampak če rečeš pa hudo, je pa malo drugačne. No, to hočem. In bolnica pa je isto, no. In to je vse v bistvu, če tako pogledaš. Vse, kar je. Zdaj že vem, da četrtič ponavljam, ampak pač sem čist navdušen, kakor verjetno po tonu govorjenja, ali vidite, da vse, kar obstaja, je energija, pa si lahko energijo predstavljate kot karkoli, lahko kot atome magar. Vse, kar je energija in bitja, ki smo iz te energije, ki pač vsa bitja so iz te energije, če je vse, kar je ta energija, doživljamo mirovanje energije kot slabo in pretok energije kot dobro, ker pretok energije nam da občutek, da smo eno z vsem, nam da občutek te ljubezni in pač najboljši feeling, ki ga imamo lahko, da pa se energija skozi nas prosto pretaka, moramo pa poskrbeti za svoj telo, odpreti svoj srce, oziroma gremo v pravem vrstnem redu, poskrbeti za svoj telo, umiriti svoj in odpreti svoje srce. Da pa to troje naredimo, obstaja pa ogromno metod in pač karkoli funkcionira zate, deli to. In o metodah pa kle ne bom govoril, ker kle sem hotel sam, a veš to, rečemo temu ogrodje nastaviti, ne, zdaj kako specifično pa jaz naredim to, ali pa kako specifično ti narediš te 3 zadeve. Ja, to je pa zdaj... Imaš pač cel life na voljo, ne, da pogruntaš. Ne me basati. Ja, pač cel life ima vsak od nas na voljo, da pogrunta, kako te 3 zadeve narediti. Oh my god, to je smešno. In pa sprobaš eno stvar, pa ugotoviš, fakt, tole ne dela, in pa sprobaš novo, tole tudi ne dela. In pa sprobaš eno, ki mehen dela, pa pol se ti nekako ne da več, pa greš na naslednjo metodo, pa tudi mehen deluje, pa se pa, a veš, na prvo vrneš, pa ker si vmes malo napredoval, kar naenkrat prva deluje. A veš, in pa tako se čisto zmeden, what the fuck, zakaj to zdaj dela, pa prej ni delal, ne. In cel life je tako, ne, nekako, da sprobavaš eno stvar, pa ti ni nič jasen, pa sprobavaš druga stvar, pa ti še vedno nič ni jasen, pa samo upaš, da ti bo enkrat malo bolj jasen. In pol mogoče, enkrat prideš do tega, da ti je malo bolj jasen, pa pol je tako, a veš, naslednji dan, ne, ugotoviš, čakaj, tule je spet eno čisto novo področje, ki ga nisem še sploh raziskal. Ok, meni res nič ni jasen. In je življenje taka ena uganka, ki na trenutke je tako ful bedna, pa te pač brcne v faco direkt, pa pol, veš, ko ležiš na tleh, te še ene 3-krat brcne za dobro mero, pa 2-krat v rebra. Pa imaš pa druge momente, ko pa je life ful fajn in je ful zabavno in je užitek in je tako, vidiš, zakaj je vredno živeti. Ne vem, recimo telih, koliko 20 minut je bilo prav zabavnih, vsaj meni. Upam, da vam tudi, oziroma da je bilo kaj koristnega. In to je to za danes. Ne bom dejansko dolgovezil, pa uživajte še naprej. Ajde.